Radovednih 5, naravoslovje za 4. razred. V različnih okoljih so različna živa bitja. Na Zemlji je zelo veliko življenjskih okolij, med njimi so velike razlike. Zato v njih najdemo različna bitja, ki so se določenemu okolju prilagodila. Na primer gora. Gre za visoko nadmorsko višino, ki je neprijazno življenjsko okolje. Ni prsti, saj jo redno spirata dež, sneg in veter. Zato je tam le malo živih organizmov, ali pa skorajda ne. Ker ni prsti, ni rastlin, in ker ni rastlin, posledično tja zelo redko zahajajo tudi živali. Ledenik je prav tako hladno življenjsko okolje, kjer rastline ne najdejo dovolj prsti, da bi lahko tam živele. Čeprav je vode več kot dovolj, pa ostali pogoji niso primerni za življenje, ne za rastline, ne za živali. Morje pa je ogromno življenjsko okolje. Navzven ni videti veliko življenja, ko pa pogledamo not, pa je življenja ogromno. Najdemo ogromno rastlin, od enoceličnih do večceličnih alg. Najdemo živali, od zelo drobnih do velikih, školjk, rakov, rib, morskih psov in tudi ogromnih kitov. Otok je kopno sredi morja. Na njem je prst in posledično so tam zrasle kopenske rastline. Živali tam je malo, pa še tiste, ki so, se ponavadi selijo z otoka na otok, to so ptice. Vulkan nas na prvi pogled spominja na goro, je pa manj hladen, ker je nižji. Ker je manj hladen, je manj snega, vetra in, kot vidimo na tej sliki, življenje poganja vedno višje. Tako rastline kot tudi živali. Jezero. Na sliki spoznaš naše najlepše jezero? Jezero je vodno življenjsko okolje, podobno kot morje, ampak je veliko manjše. Tudi tu najdemo številne rastline, od enoceličnih do večceličnih, in tako velja tudi za živali, od zelo majhnih do velikih rib, ampak tu ne najdemo zelo velikih živali, kot so morski psi ali pa kiti, saj jim je to življenjsko okolje premajhno. Puščava je življenjsko okolje, kjer imamo zelo veliko prsti, ampak nimamo dovolj vode, da bi tam poganjale rastline. In ker ni vode, ni rastlin, ker ni rastlin, so tam zelo redke tudi živali. Za puščave je značilno tudi to, da so podnevi zelo visoke temperature, preko 40, celo 50 stopinj Celzija, pozimi pa se temperature, po noči pa se temperature spustijo zelo nizko, na okoli 0 stopinj Celzija, kar je za živali in rastline neugodno. V jami. V jami je vode dovolj, manjka pa en drug pogoj za življenje, to je svetloba. Zato so v jami le redke rastline in živali, predvsem rastline so zelo, zelo redke, pa še te na izhodu jam, kjer ujamejo vsaj malo svetlobe, ki je nujen pogoj za njihovo življenje. Ker je malo rastlin, je tam tudi malo živali. Travniki so zelo bogato življenjsko okolje. Dovolj imamo svetlobe, prsti
tudi dovolj in dovolj je običajno tudi vode, zato imamo tam številne različne rastline in tudi živali. Tudi tropski gozd je bogato življenjsko okolje. V njem najdemo številne rastline in živali, saj so pogoji za življenje odlični. Dovolj je svetlobe in ker je dovolj svetlobe, so številne rastline in seveda tudi živali. Tudi temperature so ustrezne za življenje. Oaza je zeleni del sredi puščave. Tu so ponavadi izviri vode in ker so izviri vode, so tu pognale rastline. Oaze so tudi odličen vir vode za ljudi, ki že od nekdaj živijo po puščavah in se selijo iz ene oaze v drugo. Ledeno morje. Tukaj imamo dovolj vode, ki je sicer slana, ni pa prsti, zato ni rastlin in tudi živali ne. Poleg tega je zelo na hladnem področju, ki je za življenje neugodno. Ptice so živali, ki so naselile pravzaprav celoten planet. Prilagodile so se življenju, kjer živimo, zato imajo nekatere daljši kljun, druge krajši. Nekatere so bolj pisane, nekatere so bolj enobarvne. Tudi ribe so naselile celoten planet. Od zelo majhnih in pisanih do velikih, bolj enobarvnih oziroma nepisanih. Plesni so vrsta gliv. Naselile so celoten planet. Med glive spadajo tudi gobe. Gobe so sorodniki plesni, ki smo jih videli ravno prej, saj spadajo v enako skupino živih bitij. Niso ne rastline, niso ne živali, ampak so glive, svoja skupina. Lišaji so zanimiva bitja, saj niso ne rastline in ne glive, ampak so oboje. So pravzaprav neke vrste mešanica med algami in glivami, torej imajo v sebi bitja iz dveh različnih skupin. Lišaji so znak dobrega oziroma čistega zraka. Cvetnice so rastline, ki imajo cvetove. Poselile so velik del našega planeta, v cvetovih imajo organe za razmnoževanje. Listavci so bitja, ki imajo liste. Poleg njih poznamo še iglavce. Tudi iglice so pravzaprav listi, vendar so drugačne oblike. Alge so iz morij, torej živijo tako v slani vodi, kot v jezerih, rekah, v sladkih vodah. Gre pa za rastline. Sesalci obstajajo že mnogo milijonov let. So zelo različni, od zelo majhnih, na primer miška, krt, pa do zelo velikih, na primer slon. Čeprav se sliši čudno, sta si miška in slon sorodnika, oba imata hrbtenico in pri obeh mladiči sesajo mleko. Potem so dobili tudi ime sesalci. Žuželke so drobna živa bitja, ki so poselile skorajda celoten planet. Za njih je značilno, da so najširša
živalska življenjska vrsta na planetu. Klobučnjaki, med katere spadajo na primer meduze, so poselili tako sladkovodne kot morske širjave. Tudi polži so zanimiva bitja. Od sesalcev se razlikujejo po tem, da nimajo hrbtenice in seveda tudi njihovi mladiči ne sesajo mleka. Kot si opazil oziroma opazila, imamo zelo različna življenjska okolja in zelo različna živa bitja, ki v njih prebivajo. Poselitev planeta z živimi bitji traja več kot 3 milijarde let. Zato tudi ni čudno, da smo se izoblikovala bitja v zelo različne oblike, tako zunanje kot notranje.